Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Leto je naokrog in po eni strani je minilo hitro, po drugi strani se je vleklo. Točno tako, kot si rekla. Ja, in če nas je leto 2020 vrglo, nas je leto 2021 premetavalo. Zdaj pa je dejansko čas, da se postavimo na svoje mesto. Magično leto 2022, ki mu numerologi pravijo tudi mojstrsko leto 2022 je pred nami, ampak kot pravi vsak ritual, treba je najprej zapreti vrata, da lahko odpremo druga. In namen današnjega druženja pred televizijskimi ekrani je ta, da pogledamo leto skozi mogoče malce drugačne oči, bolj modri, bolj zavedanja polni in da izpostavimo tiste trenutke, ki so bili najbolj koristni, za katere smo najbolj hvaležni in tiste, ki so bili res dobri. S hvaležnostjo torej zaključujemo letošnje leto in kup nominacij imamo pripravljenih. A kar začneva, ne? Začneva. Evo, prva nominacija. Torej, najboljša izjava slavnega gosta. Kar nekaj slavnih smo imeli in Patricija Pangeršek. Bravo, Patricija. Ti si govorila z njo. Ja, jaz sem imela par zelo pametnih stvari, je povedala punca, pred kratkim je dopolnila 27 let. Taka iskrena je, ne? Iskrena, zelo razgledana, zelo veliko dela na sebi in predvsem mi je všeč, ker je pristna. Torej, govorila sva v bistvu na temo, o Instagramu sva se pogovarjala in s to izjavo me je marsikoga verjetno kar tako malo, wow, a to res obstaja. Tako da predlagam, da si pogledamo to izjavo. V bistvu predvsem zaradi tega, ker mi ni cilj ostati na sceni samo pol leta, eno leto, potem pa, kot te večina ljudi vidi v živo, reče, kaj bomo to sledili, ker itak ni taka, kakor se prikazuje. Ampak dejansko je res moj cilj, ki ga recimo dobro že uresničujem, da sem na sceni že v bistvu konkretno več let. Na Instagramu od leta 2015, seveda, ni bilo že takrat tak boom, ampak lepo postopoma sem rasla skozi. In pridobila zaupanje. Ja, in enako se zdaj nadaljuje. Dejansko pa se predstavim taka, kot sem in tudi pol ljudje, ki me spoznajo živo. Ponavadi še slišam tako, joj, živo si še bolj simpatična, še bolj žarevaš to energijo. Ja, res je, ja, vidiš, no, evo. In to je meni tisto, kar je glavno, ker pač se me pol ljudje res zapolnijo, potem v živo je še lepša, v živo še bolj zgleda, v živo še bolj energična. Take stvari so meni glavne. In čas je za naslednjo nominacijo. Najboljša izjava jogista. Blaž Bertoncelj. To si ga pa ti imela. Ja, seveda, jaz sem zelo hvaležna. Izbrali smo Blaža med mnogimi jogisti, ki so bili v letošnjem letu pri nas v gosteh. Blaž Bertoncelj je tudi mene učil, je tudi moj učitelj joge. Pri njemu sem delala ta certifikat in ni samo učitelj joge, ampak zelo dobro znanje skupaj dejansko kombinira. Je tudi učitelj somatike in še marsičesa drugega. Obvlada svoje področje in predvsem smo ga izbrali, ker na zelo moder način širi svoje znanje, tako med podjetja, kot dejansko med posameznike. In izjava je bila posneta v pogovoru o dihanju. Poglejmo si jo. Zdrava hrbtenica ni čisto ravna, nema krivine, ampak definitivno, da je pokončno odprta drža, ki ne vsebuje preveč mišičnega tonusa. Ne, da se držim pokončno na način, da ful stisne mišice, ker to ne bo delovalo, tudi slabo bo vplivalo na dihanje v končni fazi. Torej, skelet v kostje me drži in imam to zaznavo podaljšanost in širine trupa. To je prvi del. In potem drugi del, kar se tiče dihanja, definitivno subtilnost diha in zavedanje diha. Ker to je način, vsaj pri jogi tako gledamo, da lažje umirimo in na ta način, da vzpostavim bolj zavesten stik z dihom. In tako, kot si rekla, tukaj jaz gledam dih kot nek portal, v katerega vstopaš globje k sebi. In lahko tudi odnos s partnerjem ali odnos z življenjem, kar je še najbolj ključno, partner je del življenja. Kaj pa tretji korak, pa bolj ohlapna oblačila, ne? Ohlapna oblačila pa predvsem mogoče poskrbeti za izdih. Nisem to, da dihamo plitvo ali hitro, kar smo izpostavljali, ali preveč celo in se hiperventiliramo, ampak da poskrbimo tudi za izdih.
Ne? Ker preveč smo fokusirani tudi na same vdihe. Seveda vdih je pomemben, ampak se mi zdi, da izdih je tista stvar, jaz vidim v svojem kliničnem delu, da to je ključna stvar, kar moram ljudje opozarjati. Izdih je moj dober prijatelj. Me sprosti, imam to sposobnost prepustitve in sem bolj prisoten tukaj in zdaj. Izdih daljši kot vdih? Če želim več sprostitve, definitivno, pa v normalnih vsakodnevnih aktivnostih, recimo zdaj, če hočemo biti mi sproščeni in fokusirani, ker smo v studiu, bi pa sam tudi imam tak vzorec diha, da sta vdih in izdih iste dolžine, ampak prijetno dolga. Gremo naprej, čas je, da razkrijemo najbolj zaželen dogodek, torej za prihajajoče leto. In to je... Dejansko smo prešteli, več kot 10.000 ljudi je že obiskalo naše dogodke v 8 sezonah. Kar veliko, veliko udeležencev, ampak vikend za dušo in sicer na temo hormonov in pomlajevanja je tisti, ki je najbolj zaželen, tisti, ki dejansko ženskam naredi največji reset in januarja mislim, da bo že naslednji. Ja, res. Jaz sem tudi slišala od par gledalk, so rekli, da je to en tak vikend, ker najprej niso mogli čisto verjeti, da bodo dejansko lahko spremenile neke svoje navade, rituale, ampak jim je v bistvu v vikendu to uspelo. In da to res gre dolgoročno, imajo dober rezultat in te navade v bistvu ohranjajo. Tako da, bravo. Pol imaš življenje, a veš, kakor imaš pred Kristusom pa po Kristusu, imaš pred vikendom za dušo pa po vikendu za dušo. Pol vse tiste, ki še niste poskusili, evo, priložnost, da torej se udeležite v januarju, je že torej razpisan nov vikend za dušo. Tako. Naslednja kategorija, dragi gledalci in gledalke, pa najbolj drzna izjava, ki je pravzaprav tudi predlog za ženske. Jaz to z glavo malo, veš. Vesna Juvan! Jej! Tole je vrhunski predlog, jaz ne bi izgubljala besed, ne ga pove. 50% žensk izproba menstrualni počitek in pri počitek mislim odklop. Se pravi, ni interneta, ni telefona, ni zunanjega zvonca vklopljenega, ko bi me lahko zmotil. Pa ljudje, s katerimi živim in služba, vejo, da me ni. Zelo težko za ženske. A veš, nekatere ženske živijo realnost, ki si to lahko o tem sam sanjajo, mogoče enkrat na pol leta. Nekatere ženske, ampak zelo malo je takih. Zelo malo je takih. Ja, pa tudi vse je stvar organizacije. Tako. A ne? In tega, koga daš na prvo mesto. Mi smo zelo naučene nekoga drugega dati na prvo mesto. A ne? Tako da se strinjam in če je to res, recimo, če je služba taka, da si ne more tega privoščiti, pa zelo malo je tega. Sam večinoma ne probamo, ker smo tako utišane, da več ne probamo niti, a ne? Ja, jaz mislim, da bi marsikater šef, ki ni vodja, ampak je šef, bil zelo navdušen nad tem. Zdravo, jaz bi se pa rada zmenila, da kadar imam menstruacijo, da ne bom delala. Veš kaj, gre za to, kako nastavimo, pa koliko sebe poznamo in vemo, kaj bo to prineslo firmi, v kateri delamo. Ker če jaz vem, recimo, da sem pol še 10 dni slabo, pa bom slabše delala. Jaz, če bi bila šefica, ti rajš dam en dan dopusta, pa pol 9 dni v redu delaš, ko pa da se 10 dni okrog vlačiš, naprimer. Ampak pustimo zdaj to, ker smo to že ful veliko predebatirale. Jaz bi rada tle še eno stvar omenila. Pri tem spiritualnem nivoju je ful pomembno ustaviti zato ker je tist, ki je tako glasen, da nam ne dovoli slišati duše, če tako rečemo. Dobro. A ne, in zanč je ena tako lepo napisala v skupini tele za ženske, ko jo imamo, je napisala, da menstrualne bolečine so neizražena bolečina ženske duše. Wow. A ne, in tle mogoče en stavek za kontemplacijo za ženske, za čista spiritualni nivo. Kdo sem? Ker v tem počitku, ko sem prej rekla, ko se čisto odklopim, je še lahko gotovim, kdo sem, pa zakaj sem prišla tle sem na zemljo, ko nismo prišli sam jest pa spat. Ja? Tako da zdaj drug nivo, to je bil ta spiritualni, recimo zelo na hitra, ne? Drug je pa energijski. A ne, tle pa recimo tradicionalna kitajska medicina zelo močna. Oni pravijo, da večinoma zastale energije v telesu povzročajo bolezni in tudi pri menstrualnih bolečinah je tako, da zastale energije, ki so v telesu, potem povzročijo, da kri začne zastajati, da zaradi tega se tkiva čisto fizična unamejo, a ne, in potem to v veliki meri povzroča razne bolezni in tudi menstrualne bolečine. Tako da tradicionalna kitajska je zelo močna. Rekla bi še rane iz zgodnjega otroštva. Tudi rana, ki smo jo dobile ob prvi menstruaciji,
nekako nismo bile pravilno uvedene v to obdobje potovanja proti ženski, odrasli ženski, in nismo bile usmirjene na svojo pot, ampak sam zatolčene v svoje puberteti, a ne, ker ne razumemo pubertete. Tako da ta prva menstruacija in to, skozi katera emocionalna stanja sem takrat šla, potem zastavi celo moje obdobje do nekako takrat, ko postanem mama, ko je spet en prehod. A ne, tako da... Evo, moj cilj je, da že v decembru, ko bom dobila menstruacijo, da popolnoma upoštevam, da tista 2 dni, recimo, a ne, res brez telefona, brez ekranov, da me domači vejo, da me ni, ne pridem na snemanje, nedosegljiva bom, dejansko bom sama s sabo in svojimi mislimi. 2 dni, vse enkrat bom to naredila. Če boš dobila menstruacijo, spozabila reči. Nisi, nekaj 5 gre naprej, nikoli ne veš. Ok, hvala. Gremo na naslednjo kategorijo. Naslednja kategorija pa najboljši izdelek za ženske, torej izdelek, ki so ga ženske najbolj pohvalile. In to je Adrenal podpora. Zakaj jo tako hvalijo? Adrenal podpora, mislim, meni je čisto jasno, ampak me je presenetilo, da bojo že letos povedali, da jim je tako dobro delal, ker Adrenal je poliadaptogenska terapija z adaptogeni in dlje časa traja, da začne učinkovati. Torej ni čez noč, ne? Ni čez noč. Dejansko rabiš še 2-3 meseca zaradi tega, da se začnejo zadeve premikati. Veliko je skurjenih žensk, ki so preobremenjene, ki imajo težave s ščitnico. Za tiste, ki imajo težave s ščitnico, je adaptogenska mešanica za Adrenal nujna praktično. In za ljudi, ki želijo več energije, ampak ne na ta instant način. To ni kavica, to je nekaj, kar bo trajalo dlje časa in bo zmanjšalo utrujenost, ampak 2-3 mesece definitivno, pri nekaterem mogoče še kakšen mesec več, ampak ko zadeva začne učinkovati, je pa to nekaj popolnoma drugega. Ker ta kombinacija dela na vseh možnih nivojih, predvsem pa krepi nadledvične žleze, kar je dejansko bistveno. In Adrenal je tudi perfektno darilo za ženske. Super. Kava, energijske pijače in poživila so slepilo. Vzamemo jih, da bi dobili več energije in to se trenutno instantno res zgodi. Ampak vse to je prevara za telo, kot bi bičali že utrujenega konja. In pri tem nastradajo predvsem nadledvične žleze. Kava in energijske pijače ter poživila namreč prevarajo telo, da ima navidezno več energije, ki pa je dejansko nima. In tako se trošimo. Imamo vedno manj energije, smo vedno bolj odvisni od poživil in normalno se nam zdi, da vsak dan pač potrebujemo kavo ali 2 ali 3. Sicer smo podrti. Obstaja boljša pot. Poleg tega, da se kvalitetno naspiš in greš pravi čas v posteljo, so v veliko pomoč adaptogene rastline. Adaptogene rastline imajo namreč to sposobnost, da uravnavajo, adaptirajo tisto, kar se v telesu mora adaptirati. Tako recimo isti adaptogen nekomu, ki ima previsok pritisk znižajo. Drugemu, ki ima prenizkega, pa mu ga zviša. Nekomu, ki ne more spati, pomaga uravnavati spanec. Drugemu, ki bi ves čas spal, pa zagotovi več energije. Uravnava vse funkcije v telesu. Najbolj pomembno pa, krepi adrenalne žleze, ki v sodobnem času najbolj nastradajo. Če bi hoteli naštevati, kaj vse zmorejo adaptogene rastline, bi bil ta seznam res dolg in to enostavno zato, ker adaptogene rastline pač uravnavajo in uredijo v telesu tisto, kar ni v ravnovesju, kar je narobe. In to zmorejo z inteligenco narave, ki je ni mogoče ponarediti v laboratoriju. Adaptogene rastline tako dajo telesu moč, možnost prilagajanja, popravljanja napak v telesu in nam dobesedno napolnijo zaloge zdravja, zaloge energije, napolnijo naše baterije. Klepetovi strokovnjaki po recepturah tisočletij stare ljudske medicine priporočajo poliadaptogensko terapijo, kombinacijo adaptogenih rastlin, tulsi, ašvagande, kordicepsa, ginsenga ter rožnega korena. Za več energije, za polne baterije zdravja. Uživata se do 2 kapsuli dnevno, kadarkoli, najboljše zjutraj, in to lahko uživate brez prekinitev.
Adaptogeni bodo v vašem telesu popravili stvari, za katere niti ne veste, da so izven ravnovesja in da je ravno tisto izvor težav. Boste pa ob rednem uživanju vendarle hitro opazili, da imate več energije, da boljše spite, da je koncentracija boljša in da ste bolj odporni, da je imunski sistem krepkejši, da vas sezonske bolezni ne poležejo in da ste dobili neko tako vitalno energijo, da imate polne baterije. To je prva poliadaptogenska kombinacija adaptogenih rastlin najvišje kakovosti, ki jo priporočajo Klepetovi strokovnjaki. In za vas danes velja promocijska cena 38,5 evra. Naročilo lahko date na 02 6200 230. Za zagotavljanje bolj dostopne cene izdelek ni na voljo v lekarnah ali drugih trgovinah. Naročilo lahko torej opravite samo preko spleta na www.klepetobkavi.si, najlažje pa je, da pokličete 02 6200 230 in ugotovite, kako bodo ti adaptogeni za adrenal podporo pomagali vam. Z adaptogenimi rastlinami boste manj dovzetni za vsak prehlad, stresni dogodki vas ne bodo tako bremenili. In ko človek okrepi nadledvične žleze, ne samo, da se ne bodo tako hitro pojavljale gubice, ampak tako se izognemo tudi težkim boleznim in zdravstvenim težavam. Zaradi adrenalne izčrpanosti trpijo tudi mladi, ki so si zadali preveč. Stres je previsok, tempo življenja je prehiter, mnoge ženske tako vrže iz hormonskega ravnovesja in telo začne javljati napake. Zelo pogosto je ščitnica tista, ki pove, da je v telesu nekaj narobe. In tudi pri ščitnici je treba ukrepiti nadledvične žleze. Adrenal podpora je kombinacija kar 5 najmočnejših adaptogenih rastlin. Napolnite si baterije brez poživil. 02 6200 230 je telefonska številka, kjer lahko naročite svojo adrenal podporo. Podprite svoje telo na naraven način. Za vse tiste, ki ste se letos odločili, da boste malce več časa posvetili samemu sebi in torej poskušali ali pa poskusili osebnostno še malo bolj zrast, potem je tale nominacija zdaj direkt za vas. In sicer vam bomo razkrili najboljšo izjavo torej za samo rast. A ne? Kdo je to izjavo? Da slišam? Janez Hudovernik. Kaj je povedal? Tistega meda. Janez je fantastičen, sproščen in njegova knjiga Uspešni pod pritiskom mi je super, odlične tehnike ima notri in res ima krasna znanja, ki jih je zelo dobro zložil skupaj in mislim, primerna res za vse. Zelo me je navdušil tudi zaradi tega, ker jaz imam rada disciplino. In vem, kaj pomeni rutina in vem, kaj pomeni navada dejansko. Ne? In grem velikrat s tem na živce ljudem. Zaradi tega, ker sami nimajo take discipline in pa obsojajo une, ki jih imamo. A ne? Pustimo zdaj zrečeti, se to dogaja, ampak Janez je moj človek, no. Janez je moj človek. On to razume, on to šteka in tukaj sem vesela, da še nekdo govori te stvari, zaradi tega, ker so tako bistvene in tako dejansko koristne za vse nas. Dajmo si pogledati njegovo izjavo, s katero me je prepričal. V osnovi sta dve stvari, ki jih je dobro vedeti pri navadi. Eno je, zakaj mi bo pomagala, kaj mi bo koristila, kaj bom imel od tega. Ne? Drugo, da imaš jasno, ne? Ja. Da ti je jasno, kaj boš dobil s tem. Tako, jasno vizijo koristi. Ne? Ampak to še ni zadost. Potem moram imeti še sposobnosti, ali imam veščine, znanje in tako naprej. Ne? In zdaj ostanejo na osebnem nivoju. Ne? In tukaj ljudje preveč se zanašajo nase, ne? In tako kot je ta pregovor, ne? Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, že vse jim prav. Pri navadah rabimo še okolico. Ni zadost, da si sam. Fajn je imeti neko podporno skupino. Se pravi, če jaz nam jedla čipsa, moj mož tudi nav. To bo sigurno olajšalo zadevo, okay. Ker ne bo skušnjave potem. In tlele pa prideva že do tretje zadeve, pa je pa še sistemska zadeva. Če rečemo, imate podpornika, imate coacha, imate nekoga, ki vam podpira. Jaz rad dam primerjavo, zakaj vrhunski igralci ali pa uspešni ljudje tako hitro naredijo kakšno spremembo, zato ker tega ozadja ne vidimo. Tam imajo trenerja, 1, 2, 3, 4, ki skrbi. In trener, ki je plačan, pride zjutraj in on ni tisto, da se bo obrnil krog, pa bom jutri. In seveda potem je lažji, ker je podpora. Struktura. In potem je pa še ta struktura, ki ste jo prej omenjali. Jasno, ena od najboljših zadev je meje potegniti. To pomeni, čipsa bom nehal jedeti, čipsa ni.
In zdaj tudi, če imate v sosednjem bloku trgovino, obuti se iz copat v čevlje in jet v trgovino je že prevelik napor in se skušnjavi poj ne podleže. Vemo pa, da skušnjave trajajo približno 10-12 minut, poj te mine. 10-12 minut? Ja, to je dokazano. Potem te mine noter. Samo te zdržati tistih 10-12 minut, da val mine, potem greš spet lahko naprej in pa te spet prime. Zdaj, če imaš možnost, da je skušnjava doma, da je v hladilniku, v špajzi, v shrambi, podležeš. Jaz sem človek, ki ljubi disciplino. Resnično. Krasno. In to mi je tudi najbolj privlačno in wow mi je. In recimo ena stvar, ki se sama odločim za nekaj, kar zahteva disciplino, je ta, da se zelo dobro pripravim na najslabše trenutke, ki pridejo. In da v bistvu si naredim nek protokol, kaj bom jaz naredila, ki me bo stisnil. Odlično. Je to... Zdaj ste omenili eno izmed 3 mojih neomiljenih tehnik, o katerih tudi pišem v knjigi, in to je tako imenovana tehnika WOOP. Če dovolite, da še za gledalce mali, da tole malo... WOOP se imenuje. WOOP, to je angleška tehnika, Objective Obstacle Plan, ali po slovensko, treba imeti željo. Željo, da bom nekaj naredil, da bom nekaj naredil na navado. Potem si postaviti konkreten cilj, potem so težave, prepreke, ki se pojavijo, in na koncu je načrt. Zdaj, kaj je? Ti imaš lahko željo, da boš naredil neko spremembo, da bom začel z jutranjo telovadbo, z meditacijo. In si postaviš konkreten cilj. To je to, kar ste prej rekli. Konkreten cilj, 10 minut bom zjutraj meditiral, primer. In seveda, tlej pa tisto, ki ste zadeli žebljico na glavico, se pa pojavijo prepreke. Katere prepreke so možne? Meni se ne da, imam gužvo, unije za postoriti, otrok me hoče, ne počutim se najbolj in tako naprej. Torej, imam eno ogromno število preprek in ta tehnika, to, ki jo vi uporabljate, je to, da se prepreke definirajo naprej. Kaj bi mi lahko preprečili? Ker če si zelo iskren, itak veš, kaj približno se ti lahko zgodi. Mislim, kje te bo ven metal z ovinka. Točno to. In tam potem pride tehnika, ko imate enkrat definirane, ki jih poznate. Prepreke so jasne, so v meni noter. Ker kaj mi lahko prepreči jutranjo meditacijo, ali kaj mi lahko prepreči, da bom zjutraj šel na sprehod ali karkoli. Edino jaz, to zbrav moje motivacije. Jaz, tako sem prej rekla, točno vem, kaj je to. In če jaz definiram te prepreke in potem uporabim tehniko, ki rečejo, to je že stara stoična tehnika, prima lorum. Preden gre vse maloro, ti si rečeš, zdaj tole bo šlo, tole gre lahko narobe, in takrat prideta te čudovite besede. Če se mi zgodi, če mi pade energija, če začutim nek stres, potem bom naredil to. In imaš takoj načrt, kako boš ukrepal. In ko se pripravljaš na cilje, in če ti predvidiš težave, to ljudje ne predvidijo, da se lahko težave zgodijo, in pripraviš načrt, kaj se bo zgodilo, je veliko večja verjetnost, da boš to izpeljal. Zdaj, ena zadeva, pri ljudeh oba dva veva, gotovosti ni nobene. Je samo večja ali manjša verjetnost. S to tehniko, s tehniko WOOP, oziroma s to, ki predvidite probleme, se dramatično, mislim, to je neverjetno. Naslednja kategorija pa najboljši izdelek za zdravje, in to je... To sploh ne rabimo ugibati. Ekozelenje! Jej! Jaz ga tudi obožujem, no res. Me ne preseneča, to je dejansko izdelek za vse, ker vsi pojemo premalo zelenjave, klorofil direkt v žilo, to je dejansko to. In Urška Loncnar nam je zaupala, da jo prav nič ne preseneča, da je ta izdelek izbran, kajti poglejmo si. Ne čudi me, da je ekozelenje izbrano za najboljši produkt in da ljudje prepoznajo njegovo vrednost. Večina namreč je premalo zelenjave, premalo zelene listnate zelenjave, ki je ena najbolj pomembnih za naše zdravje. Zelenje vsebuje namreč klorofil, ki prinaša kisik v celice, daje nam energijo, prinaša nam hranila in je izjemno pomembno za naše zdravje. Razkisa telo, dviguje pH, zato se počutimo bolje, bolj polni energije in bolj vitalni.
Ja, ekozelenje je krasno in je dejansko tudi v jutranjem paketu. Torej, letos smo vam pripravili različne pakete, ki so že pripravljeni za pod smrečko, za nekoga obdariti, torej čisto pripravljeni in jutranji paket vsebuje ekozelenje, poleg ekozelenja pa še dve ostali stvari. Dajte pogledati vse te aktualne pakete, med drugim tudi večerni ritual. Kot ste slišali, navade so tiste, ki so zelo pomembne in tukaj so ti paketi ravno na mesto in lahko zasejete ene dobre navade, ki bodo vzklile in zrasle v zdravje, v samospoštovanje, samonegovanje in nasploh v boljše dneve. No, naslednja kategorija, Neža? Ja, naslednja kategorija pa je torej nasvet za dobro družbo. Ja, daj, gremo to pogledati. Kdo je to? Kaj je to? Zakaj je to? Za boljšo družbo, ja. Za boljšo družbo. Boris Vene je napisal ogromno knjig in tudi nasploh zelo spoštovana osebnost in imeli smo eno pomembno gostovanje, pomembno tematiko in govorili smo tako na kolektivni ravni, kaj bi se moralo zgoditi, kam dejansko gremo in dajmo si pogledati, kaj je zaupal. In to vsi, ne? Ja, družba pa to. Če zdaj gledamo vse te dogme, vse te religije, vse na tem planetu, če gledamo življenje kot računalniško igrico, v bistvu vse so vire, prvi nivo, drugi nivo, tretji nivo, četrti nivo. Koliko imamo mi zdaj ovir, da mi ne spoznamo, kdo mi v resnici smo? A Sofija Gaja, če zdaj govorim še to, arkoniji, se pravi, pa mi ljudje, organska, anorganska bitja, plus, minus, pozitivno, negativno sem rekel, ne? V bistvu mati zemlja, če zdaj citiram Sai Babo, lavandlo. Vsaka mama, pa mi smo starši, imaš svoje otroke enako nekje rad, ampak si lavandlo. Se pravi, dokler je otrok v srcu je ljubeč, mu pač pustiš, da stvari, ko vidiš, da bo, ne vem, čez ograjo padel, si zakon, ker nočeš, da čez ograjo pade. In to zemlja dela sedaj nam. In torej, če ne bo ta kritična masa, ker recimo arkoni, ki se hranijo z našo energijo, z našimi čustvi, z našim trpljenjem, z vsem tem, za njih ti to za idealno, sansko, to je glih tako, če smo mi ljubitelji zemlje, ne, pa nas zdaj pele en raj, ven sadovnjak, jaz se spomnim mojega dedka, to je bil tak sadovnjak, ki ga vikaš, ko danes pogledam, ga ni, v Sloveniji praktično skoraj ne vidiš nikjer, recimo, ko dobesedno sem živel, odraščal v raju in ko si rekla, ja, kmetovati in tako naprej, ampak moram pa še nekaj vedeti. Zdaj, nismo pa vsi ljudje narejeni za kmetovanje. In jaz tega ne vidim zdaj tako, da bomo vsi kar naenkrat kmetovali. Jaz zdaj vidim tako, da vsak bo počel stvari na svoj način, zaradi tistega, kar se je rodil, včasih smo temu rekli poslanstvo, zdaj malo drugače rečemo. Ne? In da bo tukaj ena simbioza, da bo vsak točen vedel, lej, na en Srečko ti pač recimo primer, predeluješ ali kakorkoli, jaz imam kaj drugega, jaz naj organiziram, ti recimo ozaveščaš. Se pravi, sodelovanje. Sokreiranje. Sokreiranje? Ja, Okay. Sokreacija je poanta, ker sodelovanje lahko sodeluješ na nizki vibraciji, lahko na visoki vibraciji. In zdaj sokreacija, ko se ti začneš zavedati, da si ti brezmejna zavest na kratkem postanku planeta Zemlje, to veš tudi, da si nekje, da je tukaj ogromna magija na tem planetu. Mi smo podvrženi določenim zadevam. Ne? In ko ti se zaveš, kdo v resnici si, malo se zdaj ponavljam, ampak se moram, ker moramo res to večkrat slišati, potem ti veš, da si ti veliko več kot vse te okolišče. Torej, zdaj smo že na uni točki, Srečko, ko lahko gremo svojega soseda, ki nam gre na živce, ga lahko gremo ubijeti. Ja, šibamo naprej in sicer smo že pri najbolj priljubljenemu orodju za samoraziskovanje. Ja, astrološka karta, natalna astrološka karta. Jimmy je tisti, ki ga priporoča Klepet ob kavi, tudi naš turbulentni Jimmy. In astrološka karta je nekaj, kar si narediš enkrat v življenju, dobiš to interpretacijo dejansko in potem se vračaš k temu. Moram reči, da je meni to zelo pomagalo. Jaz sem že veliko let nazaj imela astrološko karto narejeno, ampak sem se zdaj spet vrnila k temu. Pa spet mi je povedal tranzite določene in mogoče isto informacijo skozi obdobje, skozi leta razumeš drugače. In natalna astrološka karta je fantastično orodje za samoraziskovanje, kjer ti zveš,
kakšen je tvoj default program. Torej, se pravi, ti imaš neko osnovo, s katero si se rodil, zdaj pa ta osnova te ne rab definira celo življenje. Ti lahko od tukaj naprej nadgrajuješ, narediš nekaj drugega, ampak če ti ne veš, te lahko ta zadeva recimo, ne vem, omejuje. A ne? In ena stvar, ki sem jo jaz recimo zvedla vse in mi je zelo ljuba, je bila dejansko ta, da potrebujem red, organizacijo, ker mi to daje občutek varnosti. In je res. In jaz sem se velikokrat spraševala, zakaj jaz, ne vem, ne morem delati, če nimam pospravljen? Zakaj ne morem razmišljati, če niso stvari organizirane? Zakaj se počutim, da sem na tisoče koščkov razletena, če nimam stvari na svojem mestu, če nimam pregleda, če nimam organizacije? In potem, ko se zavedaš tega, ugotoviš, aha, zdaj se tako počutim, rabim to. In je krasno orodje za vsakega, ne glede na to, v katerem obdobju življenja se nahaja. Jimmyju pa osebno tukaj zaupam, da sem mu dala delati tudi astrološko natalno karto za mojo Gajo, ko se je rodila, ker vem, da zna filtrirati informacije na ta način, da me ne bo zdaj sprogramiral, ampak da mi bo samo povedal, tukaj so dejansko njene predispozicije, ki jih lahko razvija. Tako da astrološka natalna karta, najboljša storitev, do storitve pa lahko pridete tudi na spletni strani. Ok, poglejmo, kaj je povedal, ne? Glede na to, da je astrologija duhovna znanost, ne? In glede na to, da so bralci in gledalci prepoznali to ogrodje, da res pomaga v njihovem duhovnem razvoju, ne, sem izredno zadovoljen in spodbujam vsakega posameznika, da še naprej bere astrološke prispevke, da se ukvarja s tem. Jaz osebno, zame je to velika čast, če slišim, da so bralci in gledalci izbrali, da je astrološka karta oziroma moji astrološki prispevki, da jim to veliko pomeni. Gremo naprej. Jasmina, najboljši trik za spanje. To mislim, da si vsi želimo slišati in zikar si to slišala. Ne sem slišala, tudi probala. Moram reči, da mudra in pa lepidolit. En kamen pa ena joga z prstov. Bom obrazložila. Zelo pomembna kategorija, ki smo jo želeli vključiti zaradi tega, ker se trenutno v svetu odvija globalna kriza spanja. Torej, podatki kažejo, da smo na zelo slabem nivoju spanja, torej spimo manj, spimo slabše, celotno svetovno dogajanje definitivno ne? A veš, ne? In pogledamo tudi slovenske podatke, ugotovimo, da smo na samem vrhu po uporabi uspavalnih tablet, kar definitivno ni dobra izbira, da dejansko se zgodi več nesreč, tudi prometnih, zaradi utrujenosti, torej zaspanosti, kot pa zaradi recimo alkohola. Tako da tretjina ljudi je neprespanih, face neprespanih in tale mudra za spanje zelo dobro deluje. Ja, tako. Lepidolit pa je dejansko kamen, s katerim moramo tudi spati, in bo zelo dobro deloval. Tako da to sta ta dva trika in ta dva trika, lep tak vijolični je. Lepidolit dejansko zelo tudi pomiri stresne hormone in zelo dobro torej vpliva na samo spanje. Zdaj pa te dve stvari, pa še zraven CBD, je v paketu spalna magija, torej magija spanja, ki ga lahko letos podarite ali sebi ali pa dejansko drugim. Torej vsebuje kamen lepidolit in pa mudro za spanje, ki se jo izvaja 3-krat na dan po 7 minut. Probi. Boš videla. Mislim, da ti je naslednja kategorija zelo blizu. Najboljša ideja torej za potovanje v letu 2022. Kam nas boš peljala? Bahami! In delfinčki in plavali bomo. Dejansko ne bomo po Bahamih sam raziskovali njihovo arhitekturo, daleč od tega, ampak gremo plavati z delfini. Gremo! Kje se lahko prijavimo? Kdaj boš še enkrat jesen, po mojem? Ja, tako, torej prihodnjo jesen, tam nekje do februarja, marca so prijave.
Jaz se zelo veselim tega potovanja, odkrivanja Atlantide tukaj. Atlantida ne bi bila tam nad Bahamih in videli bomo res mislim, to so najglobja možna doživetja, kar jih lahko... Vibracija delfinov je posebna, no. Bahami tudi, veš, jaz Bahami tudi, ja, zagotovo, ampak delfini, veš, plavati z delfini dejansko in to z divjimi delfini, ne s tistimi v ujetništvu. Ok, ta podatek je zelo pomemben. Ja, torej plavanje z divjimi delfini, interakcija z njimi, mislim, noro. Jaz predlagam, da si pogledamo en kratek izsek Tamare, ki gre tudi z nami na to potovanje in bo tudi vodila to potovanje. Ona prav organizira to in dajmo pogledati, kako je sama opisala svoje doživljanje. Pa ne delujejo samo na fizično telo, ker meni se je zgodila ravno zraven njih. Jaz sem prej 15 let hodila na tečaje, delavnice, raziskovala to metafiziko, ne, intuicijo, manifestacijo, angele, tako naprej. Ampak šele po stiku z delfini se meni začelo vse sestavljati. Taka ekspanzija neke zavesti se mi je zgodila in vso to znanje je začelo prejemati neko pač novo vrednost, novo obliko. Ampak v stiku z njimi, oni so to nekako iniciirali, no. Zato, ker pač v zavesti so višje ali pa drugače in jaz čutim, da smo pač z njimi, verjetno večina človeštva, izjemno povezani, da so naši bratje, mogoče iz drugih dimenzij, no. Tako jih jaz čutim. Evo, zdaj pa Bahami, kopalke in tako naprej. Zdaj, v obdobju leta smo, ko bi vse rade bile bolj suhe, pa tako naprej, ne? Za na plažo mečkam se moramo pripraviti. Pusti ti plažo, imamo še skoraj let časa za to plažo. Lihtost, ja. Največ motivacije je januarja, motivacije za zdravo izgubo telesne teže in tukaj se lahko fajn zapleteš v neke agresivne variante, ki zelo škodijo zdravju, tako da midve sva naredili kategorijo najbolj zdrav način, metoda izgube telesne teže in premagovanja odvisnosti od hrane. Vitkanje. Vitkanje, ta beseda meni tako ljubka. Ja, zelo ljubka in zelo učinkovita. Jelena Dimitrijevič je naredila en krasen protokol vitkanje in ta je več kot odličen, več kot uspešen in takole izgleda. Jelena, ti si ustvarila eno super knjižico Vitkanje, program za izgubo odvečnih kilogramov, kjer se ukvarjaš in z psihičnimi zadevami in z fizičnimi. Načrtno se ne uporablja izraza hujšanje, ampak vitkanje za vitalnost, za vitkost. Vita je dejansko življenje, ne? Pri hujšanju si vsak dan sam hujši, nič drugega. In tudi ustvarila si ta program, kjer je polno vlaknin, ogromno zelišč, dobrih bakterij, B-vitaminov. V katero zdaj bi to dala? Je to zdaj paleo? Je vegan? A je to zdaj... Ja, v bistvu je takole. To je nekaj nasplošno narejen neki program, ki se seveda lahko prilagaja vsake osebi posebej, ker seveda, koliko je veliko ljudi, koliko je veliko različnih posameznikov, toliko bi lahko bilo tistih pristopov k prehranjevanju in načinu življenja, tako da pač to je neka splošna varianta, da na bolj zdrav način, da se začnemo zavedati, da so pomembna je hrana, ki jo mi zaužijemo, en način, kako jo zaužijemo, ampak da razumemo tudi ta holistični pristop, da ni samo hrana, je en del tega procesa, tudi te vitalnosti in balansa, ampak stvar je v tem, da so še druge stvari, koliko smo mi obremenjeni s toksičnimi snovmi, kakšno imamo našo mikrobioto, kakšna so naše čustvena stanja, vse je to s tem povezano. Konkretno pri mikrobioti, zakaj recimo tudi tole, da je treba krepiti črevesje, nahraniti prave bakterije, ravno tudi, ko govorimo o hujšanju, zaradi tega, ker v našem črevesju se razvijajo tudi bakterije, bolj firmicutes bakterije, ki shranjujejo več te energije, ki jo mi vnašamo prek hrane v naše telo in to potem teže shujšamo. Tako da je treba ta balans narediti, da imamo več bakterij, ki delujejo protivnetno, ki pomagajo pri teh procesih metaboličnih.
Tako da v bistvu vsak bo našel nekaj zase, eno osnovo je dobro imeti, ta program je narejen bolj na rastlinski osnovi, ampak se seveda lahko tudi kombinira z drugimi stvarmi. Poanta je, da res zaužijemo ogromno sadja, zelenjave, prilagojeno seveda sezoni. Jaz bi temu dodala še, to bi bila ena taka razširitev, ker jaz pri svojih strankah to gledam, bolj ta ajurvedski pristop tudi imam, da vidimo, kje je kdo, kakšen tip, kje so kakšna neravnovesja in se tudi temu prilagodi sam proces hujšanja. Tako da nekaj koristnih dodatkov lahko dodamo in pač stvar je v tem, da to postane stranski učinek. Da ni cilj hujšanje, ampak cilj je zdravje in z tega zdravja tudi nastane ta element, da izgubimo odvečno težo. In to je čist kot posledica, zaželjen stranski učinek, osnova je pa torej, da so organi v dobrem stanju. Tako, res je. Kot veste, v naši oddaji gostimo tudi kar nekaj priznanih zdravnikov in zdravnic in zato smo se odločili, da torej izberemo tisto, ki nas je najbolj prepričala, ki nam je najbolj ljuba in s katero pravzaprav smo se fajn ujeli. Torej, najboljša zdravnica leta. Je zdravnica leta, dejansko tudi zbrana strani ostalih. Isto smo zbrali. Dr. Tina Božičnik zaradi neverjetnega nabora znanja, metod in tehnik, s katerimi dejansko pomaga otrokom in mamicam. Torej, njen pristop je zelo, zelo celosten in hvaležna sem. Zmenjeni sva, tudi jaz sem Gajo k njej peljala, zmenjeni sva, da bova v letu 2022 tudi skupaj kuhali. Tako da, tudi skupaj bova kuhali, v kuhinji bova pripravljali kakšno zadevo, pokazala bo recimo sploh za tiste, ki imajo kakšne težave, ali s kožo, ali kakorkoli. Tako da jaz se veselim, mi pa pogledamo njeno izjavo. Kako danes na vas gledajo kolegi? Glede na to, da ste šli pa s svojim znanjem, pa tradicionalna kitajska medicina, pa ajurveda, pa Združene države, pa vse te zadeve. Mislim, zikar niso... Sploh pa v Sloveniji, ko vemo, koliko pa všija gori. Vse vem, da imamo kar nekaj zdravnikov, ki ima že to vrstno znanje tudi. To je ena stvar. Se mi zdi, da se tukaj vseeno odpira nekako, gre ta trend se nekako postavlja tudi pri nas. In vedno več je tega združevanja. Nekateri dejansko bolj očitno, drugi pa manj očitno, recimo to pokažem, ampak mislim, da nas je kar nekaj. Kako pa gledajo, pa iskreno povedano ne vem, ker imam toliko stvari sama s sabo. Se pravi, ne obremenjujete se s tem, greste svojo pot in dejansko to je to? Ja, dejansko se niti nimam časa obremenjevati. Vem, da so taki, ki vedno polariziraš. Se pravi, ko greš neko tako pot, ko si na nek način nek trendsetter, v Sloveniji 100% zasebnega pediatra ni. Tisti, ki so zasebniki, se pravi, ki so koncesionarni zasebniki, so del sistema, ki pač delajo v tistem v svoji ambulanti. Na ta način v bistvu sem edina po mojem vedenju. Tako da enostavno, zmeraj, kadar si nekdo, ki postavlja nekaj na novo, seveda imaš verjetno ljudi, ki te, ne vem, obožujejo, ki si jim všeč, so pa taki, ki jim seveda. Naslednja kategorija pa najboljša investicija leta. Fito Bočka! Jej! Jaz sem pri tebi videla v živo. Lušna je, lepo diši, prijetna je. Sam še uporabljam, nisem pridem naslednjič spet na obisk. Prid z brisačo. Fito Bočka je vsekakor ena krasna, super priročna zadeva, ki jo lahko spraviš kamorkoli praktično. Res ne rabi veliko prostora. Cena je zgolj nekaj čez 1000 evrov, kar je najcenejše med savnami sploh. Poleg tega, da ne rabiš veliko prostora, nekateri jo imajo celo v spalnici, v dnevni sobi, kar rabiš samo prezračiti. Zelo je priročna in pa fajn je, las si ne rabiš vsakič umiti, a veš, ko greš, zaradi tega, ker imaš glavo ven. In jaz sem si izračunala, da sem ogromno denarja že prihranila, ravno zaradi tega, ker ne rabim hoditi v savne. Poleg tega sem si enkrat v savni, pa ne bom zdaj povedala, kateri, to je bilo veliko let nazaj, ampak pridelala sem si eno fajno bakterijsko, virusno pljučnico, ki sem tam fasala nekaj in sem zelo navdušena, da te svoje savna razvajanje opravim doma. Sicer pa Fito Bočka ni glih savnanje, je Fito Bočkanje, je nekaj drugačnega. In dajmo pogledati, kaj več o tem nam bo zaupala Marija Ana Kolman, ki je tudi zaslužna, da originalne
sibirske fitobočke, ki prihajajo iz okrožja Teletskega jezera, tudi pridejo v Slovenijo. Da se greš prešvicati, to ni vse. Ti imaš doma neko svoje udobno, intimno okolje. Če živiš recimo tako, da si na samem ali pa da imaš možnost, greš po zimi iz fitobočke ven, v sneg, se poribaš s snegom, si nag, ti ni treba, ne vem, se ozirati na nikogar. Tudi doma, recimo ali po napornem delovniku ali pa pred spanjem, greš v fitobočko, spet se ti ni treba ozirati za nikogar, ker del tega protokola, ki ni le zdravljenje, krepitev zdravja, ampak je tudi pomiritev, je tudi odpravljanje stranskih učinkov stresa, je savnanje v fitobočki. In če ti nekam greš, pa si tam v družbi ljudi, ki so ti morda celo neprijetni, zagotovo nimaš takega učinka. In tukaj so stvari pač take, da si lahko doma, v domačem, prijetnem okolju, takrat, ko ti ustreza, res privoščiš nekaj za telo, dušo in za duha. V naši oddaji seveda ne moremo mimo tega, da proslavimo tudi najboljši, najljubši, najbolj cute kristal, kar obstaja. In to zdaj je... Ne vem, kako je cute. Pa meni so tako lepi ti kristal kristali. leta, definitivno hrizokola. Torej, hrizokola ima eno tako vibracijo, ki nam bo zelo dobro dela v leto 2022, mojstrskem letu, in poglejmo, kaj smo slišali in zakaj smo hrizokolo tudi zbrali. Saj pravim, jaz spet, mi lahko gremo na internet pa preberemo mnogo v hrizokoli. Mene, recimo jaz hočem začutiti, kaj bo ona mene podprla. Jaz imam veliko hrizokol doma, zaradi tega, ker mene izjemno podpira turkizna barva in v bistvu očitno meni dviguje, se pravi mi odpira to mojo srčno čakro, mi je mehkoba, me pomirja. Sploh hrizokola vemo, da pomirja in prinaša to novo zavest, zato je tudi podpornik za leto 2022, ker v bistvu bo velik dvig zavesti. Že zdaj je bilo, ampak 2022 je izjemen dvig zavesti človeštva in sigurno podpira v tem delu odpiranje te višje srčne čakre. Evo, naslednja kategorija, ki smo jo izbrali, veliko kategorij imamo, in če boste kakšno zamudili na klepetobkavi.si, si jo lahko pogledate skupaj s posnetki in izjavami. Res je. Jaz pa zdaj že gledam, imamo namreč podatke za pravzaprav največkrat rešene teste za samoanalizo. Torej, največkrat rešeni testi za samoanalizo. Evo, najboljši, torej največ odziva je dosegel, v kakšnem stanju so moje adrenalne žleze. Super, super. To dejansko pomeni, da smo dosti ljudem razložili, da so naše adrenalke, naše adrenalne žleze bistvenega pomena in od tega je odvisna naš nivo energije, naše razpoloženje, vse. No, super. No, jaz pa imam še nekaj tistih favoritov. Torej, takoj za tem prvim testom so zelo visoko kotirali tudi stanje moje prebave, prisotnost parazitov, melatonin, hormonska zaščita pred stresom, potem tudi vprašalnik, ali imaš dovolj vitaminov skupine B in še zadnji, kako močan je tvoj imunski sistem. Te so bili super. Odlični. In to je tudi noviteta v letu 2021, torej zavihek brezplačno, kjer lahko rešite kakšen ta test, dobite brezplačni priročnik, si pogledate vse te stvari, tudi kje so kakšne akcije, in danes akcija vsekakor je brezplačna poštnina na vse izdelke, ki smo jih priporočali v oddaji Klepet ob kavi skozi leto, in vsi tisti, ki ste v naši skupnosti, tako in tako veste, da se veliko dogaja in da so izdelki, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki, zares visoko kvalitetni. Z nakupom le teh pa ne boste podprli samo sebe, ampak tudi nas, da še naprej ustvarjamo brezplačno dostopne, koristne, izobraževalne vsebine. In naslednja kategorija bo najboljši izdelek za imunski sistem v letu 2021. Nobenega ugotavljanja ni, to je... D3, K2?
D3, K2, definitivno D-vitamin. Definitivno D-vitamin, poglejmo si zakaj in kaj. Torej, v prvi fazi je pomembno reorganizirati se, izpopolnjevati se in v praksi, ko gre za naše telo, to pomeni, dajmo telesu dovolj gradbenega materiala. Torej, zelo pomemben, ko gre za viruse, še posebej z dokazi, ko gre recimo zdaj za koronaviruse, je spraviti nivo vitamina D na pravo raven. Tudi vitamin C ne zahteva, ne vem, kakšnih udarnih doz pa tega, ampak če ga imamo dovolj, bojo naša celična tkiva bolj zacementirana, torej bomo manj odprti in dovzetni za marsikaj. Naslednja kategorija pa najboljši predlog in nasvet za starše. Ja, in ta nasvet je podala Gita Mateja Dilat. Tako, predvsem moram reči, navdušila me je svojo preprostostjo, iskrenostjo, znanjem in jaz predlagam, da starši dobro prisluhnete, kajti vsi tisti, ki imate izzive s šolo, mogoče je pa tole vrhunska odločitev. Pri šolanju na domu je to v bistvu zelo drugače, ne? Prvič, sam kraj, kjer učenje poteka, ni recimo samo naša dnevna soba, tudi tam se lahko učimo, lahko se pa učimo recimo zunaj, ali pa se učimo v gozdu, v naravi, izpeljemo učno uro v muzeju, v kakšni galeriji ali v kakšni drugi kulturni ustanovi. To se pravi, že sam kraj učenja je drugačen. Se pravi, zelo dinamičen. Zelo dinamično, Če si pa na potovanju, pa na potovanju. Tako, ja, absolutno. Ali pa izleti, recimo, ne? Potem tudi poučevanje je precej drugačno, ker jaz recimo nikoli ne stojim pred tablo in poučujem, sploh nimamo table, no, itak, in poučujem pač svoje otroke na tak način, frontalno, ne. Tudi poučevanje je veliko bolj dinamično. Recimo sedimo na tleh, če smo doma, ali pa smo zunaj v gibanju. Tako da to sta popolnoma dva drugačna procesa učenja, ne. Tako, čas je, da razglasimo tudi najboljši izdelek po 50. letu. Mineralne kapljice. Mineralov, vsi imamo malo premalo mineralov, zaradi tega, ker hrana ni več tako bogata, ampak po 50. letu pa je tega še toliko manj in začenjajo se pojavljati težave, pri katerih pa mineralne kapljice zelo dobro delujejo. Torej, ali je to povezano z utrujenostjo, ali je povezano s srcem, ali je dejansko povezano z dehidracijo, ali je povezano z težavami s kostmi. Skratka, poskrbi za vse to. V mineralnih kapljicah je tudi ogromno magnezija, tako da vse in celoten spekter ionskih mineralov, torej v ionski obliki, ravno zaradi tega, torej po 50. letu izbran izdelek mineralne kapljice. Jaz predlagam, da si pogledamo nekaj več informacij tudi o mineralnih kapljicah. Evo, sama si pridelujem hrano, kakor mi pač uspeva, kakor srne ne pojedo in diham svež zrak, pa seveda, da hodim tudi po vodo, do izvira vsak dan skoraj. Ampak zavedam se, da to ni dost, da živimo v toksični juhi, da je zemlja osiromašena, da nima tistih ta pravih hranil. In kaj naredim? Vsak dan 10 kapljic ionskih mineralov v sledovih. To je tisto, kar dejansko požene elektriko po mojem telesu. To je tisto, da ni pol neke megle, pa utrujenosti, pa vsega ostalega. To je tisto, kar nahrani vsako mojo celico. Najbolj izvirno darilo, res izvirno pa je tektit. Luštan kristalčič, ki ga jaz še nisem v rok imela, ne upam, da ga čim prej dobim. Pa ni glih kristal. Pa kamen, no. Je meni to vse tako lepo, take kroglice so, ne, malo posebej. Tako. Ja. Veš, nisem ga še videla. Izvirno darilo, ki je staro 790 tisoč let.
Noro. No, to je najbolj pomemben Noro. podatek. Drugače pa, vem, ker smo se mi že o tem pogovarjali, o tem kamnu, da je pravzaprav nam da ena tako fajn podporo, zdaj sploh, ko gremo v novo leto, ne? Torej, predvsem vso slabo nekako briše, torej v bistvu nam tako res fajn podporo da za to, da lahko torej se usmerimo v pozitivne stvari in nam v bistvu da nekako nas puša, ne? To je to, tako bi rekla nekako, jasno. Čakaj, aha, A vidiš, ko se take stvari spet vrnejo tako nazaj, a ne? A ne? Sva otroka zdaj razbudila vse, malo sva, ne? Sva, zagotovo. Torej, dragi gledalci in gledalke, leto 2022, mojstrsko leto prihaja, naj bo srčno in srečno in polno ljubezni. Pa pogumni bodite, to je važno. Pogumno naprej, pa kar bo, pa bo. Kako dobro.